En lep pozdrav vsem skupaj in danes imam prav eno posebno stvar za vas, in sicer naredil sem video v angleščini in sedaj še v slovenščini, ker imam kar nekaj ljudi me je prosilo, če lahko naredim kakšen video tudi v slovenščini, tako da evo ga. In tale, še posebej tale danes, ker tole je zelo, zelo pomemben video in toliko ene vrednosti bo imel, se tiče vseh, tiste, ki ste že v kriptovalutah, tisti, ki še niste v kriptovalutah in razmišljate, da bi šli v kriptovalute, za tiste, ki ste izkušeni, za tiste, ki ste traderji, za tiste, ki ste day traderji, za tiste, ki ste long term traderji, res čist prav za vse bo tale video zelo, zelo prav prišel. Prvo pa seveda splošni pogoji, tale vsa vsebina na predvajanem kanalu, video to je samo za izobraževalne namene, jaz v nobenem primeru ne odgovarjam za vaše finance, to niso vstopni signali, to je samo moj pogled na market, ok? In samo na svet, koliko se odločite, da boste investirali ali tradali kriptovalute, delajte to z denarjem, ki si lahko privoščite, da izgubite, in prosim, ne izposojajte se denarja za investiranje v kriptovalute, zato ker je tukaj rizik ogromen. Ok, danes res tale video bo malo drugačen, kakor ponavadi, in naredil bom tudi eno stvar, in sicer ponavadi samo jaz razlagam, ok, kaj se dogaja in podobno. Danes vas bom prosil, da ste tudi vi aktivni. Ok, tudi če nikoli niste tradali, nikoli niste počeli nič v tem smislu, vas bom vodil korak po koraku, angleški video se mi že updata. In za tiste, ki ste že izkušeni, mogoče samo prve 2 minute ne boste zanimive, potem pa zelo, zelo zanimivo, obljubim. Se pravi, tisti, ki prvič to počnete, tradingview.com, in jaz vam drugače že vse pripravljene, ponavadi že vse te karte pripravljene, danes bom šel čisto od začetka, za vse tiste, ki ali pa tudi ste že dlje časa v kriptovalutah, ampak ne uporabljate teh kart. Se pravi, Bitcoin, USD, TradingView, jaz izberem Bitfinex, zato ker ima velik volume, in potem tukaj kliknemo na Interactive Chart. Če grem prehitro, ustavite video, pojdite nazaj, pogledajte si še enkrat Interactive Chart. Ok, in zato, ker je to, nisem opisan noter, boste tudi vi enako to videli, polno enih stvari, tole zaprem, to ni pomembno, samo da bom imel malo več prostora za risanje po karti. Ok, in kaj se tukaj dogaja v zadnje dni, ljudje me sprašujejo, zakaj, kaj se dogaja s tem našim Bitcoinom, na internetu imate ogromno nekih različnih razlag, bom rekel. Eni pravijo, da je to zaradi Koreje, zaradi Kitajske, da banali, eni pravijo, da je to zato, ker Tether ni podprt z dolarjem in nekaj conspiracy. Ne, kar jaz mislim, da se tukaj dogaja, je preprosto to, da še predvsem v prejšnjem mesecu prišle velike ribe, temu se reče big money, je prišel noter v Bitcoin in oni delajo denar s tem, da ustvarjajo paniko. In tudi čist iz oblike grafa, tudi čist nekaj običajnega pri tradanju, pri delnicah, kjerkoli pri tradanju, da potem, ko imate ta eksploziven move up, se pravi eksploziven, kako bi rekel, eksploziivno to, se pravi, ko gre cena eksplozivno gor, paraboličnost temu reče, no, potem to korekcijo močno navzdol, to je nekaj čist normalnega. Govoril sem že v precej video, če ste me spremljali na video, upam, da ste me spremljali, tisti, ki ste me spremljali do zdaj zelo natočne napovedi. Tukaj sem rekel 5 ur, preden smo imeli ta correction, sem opozoril na to, da se da to zgodi, tukaj sem opozoril, da grem lahko gor, zato ker sem videl neko divergenco, tukaj sem spet začel opozarjati, da gremo nazaj dol, tako da do sedaj zelo, zelo natančno, samo glede časa, tudi sem bil malo prehiter. Ampak stvar je v tem, da tukaj so te stvari se tako hitro dogajajo v kriptovalutah, da recimo jaz dam video, objavim video, preden je objavljen video, preden ga ljudje pogledajo, že situacija se spremeni. Ampak tole, kar bom danes povedal, danes smo 23. januarja,
12,04 na Irskem. To, če pogledate, tudi čez par dni tale video bo še zmeraj veljaven. Okay. Se pravi, ja, če še zmerno mislite, da nismo v downswingu, da bomo še vedno šli veselo gor, mislim, da je zdaj že skrajni čas, da se zavedate, da temu ni tako. Ogromno indikatorjev, zakaj je to downswing. Ne bom šel v preveč detajle, lahko me vprašate na privat ali po videu, lahko bom to še bolj v detajle razložim danes, pa res neka najbolj pomembna stvar. In sicer najbolj pomembna stvar je to, gremo v indikator, indicators, izberemo. To je za izkušene in za tiste, ki ste povsem prvič tukaj. Moving average. Kliknemo moving average in to dvakrat, zato ker bomo potrebovali 2. Ok, moving average in imamo tukaj na karti. In to so te indikatorji, ki jih imamo, tale volume, tole ne bomo potrebovali, zaprem. Potem bomo pa tole malo prilagodili, zdaj imamo 9 noter. Tukaj kliknemo na tole matico, na kakorkoli. In input spremenimo, tukaj bo input, 50. In malo bom to povečal, to ne rabite vi, samo za vas, da boste videli na videu, se pravi na 50. Prva stvar in druga na 200. Ok, zakaj je to? Danes se bomo pretvarjali v bistvu, kot vemo, ali pa če ne veste, kaj premika ceno. Ceno premikajo ljudje, ampak še posebej, kaj premika ceno je ogromni investitorji, ok? Ti z Wall Streeta, ki imajo 100 milijonov, 500 milijonov, ogromne akaunte. Tako da, če hočete biti v tradanju uspešni, morate tradati v smeri z njimi. Okay? Ne poslušati sosedovega Janeza, ne poslušati strica, ne poslušati, kaj vam pravijo po poročilih. Tradati morate v smeri, kamor gre denar. To je, ok, jaz tradam v smeri, kjer gre denar. V vsakem primeru moram tako povedati, da vam ne dajem signala, ker jaz v nikakem primeru ne odgovarjam. Pozanimajte se o teh stvarih, predem karkoli počnete. To je samo izobraževanje. Okay? Eden izmed virov, ki ga boste uporabljali pri odločanju. Sami se morate odločiti. Se pravi, danes se bomo predstavljali, da smo mi eni izmed teh investitorjev, ki imajo ogromno denarja. 500 milijonov, 100 milijonov, bilijon, okay? Milijarda, kakorkoli. Mi imamo ogromno denarja, danes se predstavljamo. In postavimo se v njihovo kožo, kako oni razmišljajo, ok? Vedno moramo tako razmišljati, kaj razmišljajo tisti veliki, še posebej, ko se gre za dolgoročne trende. Ko se gre za daily trende, imamo neke druge principe, ampak ko razmišljamo na dolgi rok, razmišljamo kot te ogromni investitorji. In kaj oni gledajo? Oni gledajo te dve črte. To je njim najpomembnejši indikator. 50 moving average, se pravi 50 moving average in 200 moving average. Te dve črte povesta povprečje cene ta v 50 dneh in ta povprečje cene v zadnjih 200 dneh. Okay? In kar se je danes zgodilo v bistvu včeraj je, to sem v bistvu napovedoval že kar nekaj časa, v bistvu, ja, že od tukaj, že opozarjali smo na 3 različne scenarije in podobno, ampak kar se je zgodilo, zelo pomembna stvar včeraj, 50 moving average, se pravi ta 50, povprečna cena, je začela kazati na dol. Okay? In kar to pomeni, se pravi ta naklon te cene ni več gor, kot je bil prej, ampak dol. To pomeni, da smo v downswingu. Tudi za vse tiste, ki so bili ekstremno optimistični, da gre cena gor. To je res ta zadnji indikator, da smo v downswingu. In da bomo razumeli zdaj to situacijo, moramo iti nazaj, tako da bomo tole zasukali nazaj v 2013. In danes bom v bistvu razložil, kaj narediti, kaj bi jaz naredil in kaj bom jaz naredil, to bom razlagal.
če sem že v marketu, kaj bi jaz naredil, če še nisem v marketu. In to mislim nasplošno za vse kriptovalute, ne samo Bitcoin, za Hive, Ripple, Ethereum, karkoli že, ker kot vemo, vse je povezano na Bitcoin. Ko da gremo vse nazaj v 2013, evo, in tukaj smo 2013, tukaj lahko stavite videti, da to najdete, ampak v glavnem gremo nazaj v 2013, še vedno smo v daily chartu, in gremo tukaj konec 2013, kaj se je zgodilo. Podobna situacija, ekstremno parabolična premik cene na gor, vse gor do 1200 in potem odboj na 50 moving average, ne točno, in treba se zavedati, če sem dal video, da se bomo lahko obrnili pri 10.000, obrnili smo se pri 10.070, ok, se pravi, to treba vedno se zavedati, da so to cone, ni to točno, ok, da se bo pa odbilo na liniji, se pravi, tukaj blizu, ko pride te linije, se cena obrne, ok. Se pravi, ta cena se je obrnila, potem pa, ko smo prišli v momenta, ko kaže 50 moving average na dol, se pravi, to pomeni, da smo v downtradu in še cena gre pod 50 moving average, potem je ta 50 moving average, ta modra črta kot strop in 200 moving average kot tla. In kaj se zgodi? Odbijemo se od 200 moving average gor do 50 moving average, preden gremo še nižje. In identično predvidevam, da se bo zgodilo sedaj v naslednjih nekaj dneh. Tako da, ok, zapomnite si, kaj se tle zgodilo. Se pravi, 50 moving average kaže na dol, tako kot sedaj. Cena gre pod 50 moving average in to, zdaj smo mi te velike ribe, na marketu, oni tako razmišljajo, ok? Mi vedno hočemo razmišljati tako kot veliki igralci. In to lahko tudi gledate še drugod, potem je rabila cena leto in 8 mesecev, da se je pomogla, potem je vmes še enkrat to zgodilo, tle smo se spet odbili od 200 moving average, to je kazalo dol. Tole je še bolj podobno temu, kar se dogaja zdaj, ne? Ampak bomo šli kar na ceno, lahko si še pogledate tle 2016. To je princip, ki preprosto deluje, zato, in deluje pa zato, potrebno je razumeti, ne samo ok deluje, razumeti zakaj deluje, zato, ker to gledajo veliki investitorji, ok? Se pravi, ja, kaj se bo zgodilo? Kot smo rekli, 50 moving average kaže na dol, se pravi, premica kaže dol, tale črta. Odbili se bomo od 200 moving average-a. In tole izgleda malo strašno, ja, verjamem, da izgleda strašno. Pardon. Ker je tako nizko, ampak potem se bomo tudi odbili. Se pravi, kaj je scenarij? Približujemo se te črti 200 moving average. Zato, ker ta 50 moving average je bila prebita, tako da gremo do 200 moving average. To sedaj ne rečem, da se bo zgodilo v naslednjih 2 urah, v naslednjih 5 urah, v naslednjem dnevu, to zna trajati. In ko se bomo približali temu 200 moving average, se bomo odbili nazaj gor do 50 moving average. In to mogoče bo čez nekaj dni, tako da ne bo zdaj to izgledalo enako, kot je zdajle. Tako da mogoče bo tale 200 moving average že malo višje in 50 moving average že malo nižje, ampak princip ostaja enak. Odbije se od 200 moving average in gre gor do 50 moving average. In zdaj, zakaj je to pomembno? Za tiste, ki ste že noter v kriptovalutah, spravi, če sem jaz trenutno v kriptovalutah, jaz sem že vse dal ven že prej, že tukaj v bistvu večinoma, no, ne bom šel v te detajle. Pomembno je zato, za tiste, ki imate denar še vedno noter, če imam jaz, bom tako razložil, če imam jaz še vedno denar v kriptovalutah, čakam, da pridemo nazaj, da se odbijemo od 200 in pridemo nazaj sem gor.
do 50 moving average, preden prodam. To bi jaz naredil. Ne svetujem, vi naredite, kakor se vi sami želite, to bi naredil jaz. Za tiste, ki želite, recimo, kaj bom jaz naredil tudi, je, bom tukaj kupil, se pravi nakup, in tukaj bom prodal. To je za bolj aktivne. Tukaj bom prodal. To je aktivno tradanje, ampak to bo trade, ki bo trajal kar ene par dni, da se bo zgodil, ko bo prišel tukaj dol. Okay. Zdaj še druge, kako vam to še drugače razložim, zakaj je to zelo mogoč scenarij. Lahko bi šel v kratkoročne 4-urne karte, bom razlagal, zakaj gremo dol, ampak poglejte si moje prejšnje videte, na Twitterju sem to objavil neko sliko z Elliott Wavy, že koliko je bilo, že v soboto ali v petek sem to že objavil in sem predvidel, da se bo to zgodilo, kar se res dogaja, in že tukaj v ponedeljek sem razlagal, da s prijateljem smo se pogovarjali, sem razlagal, to se bo zgodilo in zakaj. Ok, zelo pomembno tole. Temu se reče support in resistance v angleščini. Slovenščini, vem, jaz bom to imenoval strop in tla. Se pravi, cena je prišla do približno 7600, 7800 in se odbila. Se pravi, to je bilo kot strop, je šla niže do 50 moving average-a. Pomembno, vi ste tukaj spet 50 moving average, 50 moving average, 50 moving average. Tukaj je šla dol, ampak se hitro vrnila in mi pa nismo imeli te. Da bi se ta downswing končal, bi morali iti, podobno kot tukaj smo šli pod 50 moving average, ampak smo se eksplozivno odbili gor. Tukaj smo imeli eksploziven moment na gor, ampak ni bil dovolj močen, ni prišel do trendlina in ni bil sustainable. Okay? Tako da smo šli spet na dol. Okay? Zato smo v downtrendu. Zaradi tega, ker tukaj se nismo odbili dovolj močno, zato ker se je zaupanje v Bitcoin v zadnjih dneh zmanjšalo. Ljudje že leta in leta poslušajo Bitcoin je bubble. Zato imamo vsi to v zadnji v glavah in zato je ta velik strah tukaj. Okay. Ampak mi zdaj gledamo kot tole, če ste vi prvič noter, se morate vpisati, jaz bom šel v drugo karto, ki jo drugače uporabljam, da lahko to končam. Ista stvar. Okay. Bom se zdaj opisoval. Ok, se pravi, vidimo isto stvar, kot smo prej videli, samo da je drugo ozadje. Še nekaj indikatorjev, naj vas to ne skrbi. Kar je pomembno, tale cona, ker tukaj je cena prišla gor, ni šla več više in tukaj se je potem odbila, tako da je bila in strop in tla. Tako da zelo pomembna cona in se je ravno usklada z telim 200 moving average-em. Zato mislim, da gravitiramo proti 200 moving average-u, zaradi vseh razlogov, ki sem jih že prej naštel. Plus še ena stvar, malo bolj napredna, ampak naj vas ne skrbi, bom naredil jaz to za vas. Tole je Fibonacci, ok, in tole je 618 Fibonacci, 61,8 Fibonacci in se ravno sklada tudi s tem območjem. Tako da tole je zelo, zelo, zelo močno območje. Ok, še enkrat odkrožim, zelo močno območje. Okrog med 7500 in 8000. Tako da kaj bom jaz naredil? Jaz bom dal noter naročila, se pravi kupi pri 8000, pri 7900, pri 7800, pri 7700 in tako naprej. Najbrž bom naredil 5 tradeov, zato ker ne vemo točno, kje se bo obrnil. To nihče ne ve točno, pri kateri
8000, ne vem, cela ena, ne vem, vemo nekje približno, kje se bo obrnil, in zato, da nekako naredimo povprečje trada, bom jaz dal 5 tradov. Ok, samo če povzamem, se pravi tiste, ki boste malo bolj aktivni, mislim, da je tukaj zelo dober trade. Treba pozorati ceno, kdaj, ko pridemo sem, se bomo močno odpili do 50 moving average. Za tiste, če ste že noter, počakajte naslednjih nekaj dni, da pridemo nazaj gor, potem bi šel pa jaz ven. Definitivno, ker smo v downswingu. In če pogledamo 2013, rabili smo leto in 8 mesecev, da smo se opomogli. Ker to bo potem še naprej padalo. To je zdaj že kar jasno. Ok. Dobro. En lep pozdrav vsem skupaj, upam, da vam je bil video všeč. Prosim, delite ga z vsemi, ki imajo kriptovalute, ne samo Bitcoin, ampak vse ostale, ker vemo, da to vpliva na cel kriptosvet. Delite tudi s tistimi, ki še niso in jih to zanima. In pa subscribe to my channel. Se pravi, tam pod video, tam imate gumb subscribe ali pa, ne vem kako je v slovenščini pravzaprav. Ampak se vemo, če govorimo like, subscribe, jaz to se delam za ston, ampak mi vaša podpora veliko pomeni. Hvala, lep pozdrav.